Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Nedavni požar na Krasu je bil velika preizkušnja usposobljenosti in srčnosti ne le kraških, ampak tudi vseh slovenskih gasilcev. Poveljnik v štabu nočne izmene je bil 8 noči zapored Stanko Močnik, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Ste poveljnik severnoprimorske regije, vseh gasilcev tega območja. Kako ste se soočili s tem zelo velikim požarom? Ja, res je, poveljnik sem te naše severnoprimorske gasilske regije. Sam požar je predstavljen velik izziv, ker v bistvu taka požara do sedaj v takem obsegu nismo imeli. 8 noči zapored ste bili poveljnik. Koliko ljudem ste dodeljevali delo? Ja, tako je 8 dni zapored smo bili na terenu, vodil štab. Dnevno je bilo približno tudi do 500-600 ljudi na nočni izmeni. Odvisno od intenzitete požara, od dnevne izmene. Prav ta intenzivnost požara je marsikoga presenetila, tudi izkušene gasilce. Sigurno, ta intenzivnost nas je v bistvu vse malo presenetila, ne. Po eni strani presenetila, po drugi strani pa tudi smo pričakovali tako, glede na temperature, glede na vse okoliščine, ki se dogajajo v zadnjem času. Aktiviran je bil državni načrt za reševanje, ki je predvideval vključitev številnih ekip, tudi z Idrijskega in Cerkljanskega. Tako, glede na obseg požara se je aktiviral državni načrt zaščite in reševanja v velikem požaru. Na osnovi tega so bile zaprošena pomoč sosednjih regij, ampak v prvi vrsti so bile pa najbolj na udaru naše enote, se pravi predvsem enote Goriškega in nenazadnje tudi Idrijsko-Cerkljanskega in Dobovškega. Tako tukaj so gasilci res neko veliko požrtvovalno delo opravili v tem času. Je pa gašenje na kraškem območju nekaj posebnega, predvsem zaradi nevarnosti eksplozij min iz Prve svetovne vojne. Kako resna je ta nevarnost? Ta nevarnost je zelo resna, ker če pogledamo, koliko samih eksplozij bilo dnevno, ne, po določenih podatkih, ki jih so nam na razpolago, je na kvadratni meter tudi do 70 kg neubojnih sredstev. Tu pa predstavlja eno veliko grožnjo za samo gašenje in same taktične pristope gasilcev. To v praksi pomeni, da gasilci ne smejo neposredno v goščavo. To pomeni, da gasilci ne smejo, mi pravimo v črni del požarišča, tam absolutno je prepoved. Prav tako je treba biti na neki varni razdalji, se pravi na nekih prevoznih poteh, presekah in tako naprej. Kakšni so občutki, ko te mine pokajo sredi noči? Ja, občutki so, grozoviti, ko ti, za hrbtom raznese mino, ni prijetno, ko pomisliš, kaj vse lahko se zgodi. Značilnost tega požara letos je bila tudi ta, da se je ogenj neverjetno hitro širil. Nekaj zaradi burje, nekaj pa tudi zaradi naravnih razmer, ne? Sigurno, burja je predstavljala tak velik izziv nama, ne, glede na samo intenziteto, smo imeli kar težave, nenazadnje pa tudi glede na to, da je tukaj sušno obdobje bilo, za nami je tudi to pridoneslo k tako hitremu širjenju požara. Je pa celo območje zaraščeno pravzaprav. Ta gozd ni vzdrževan, ne? Sigurno, to je ena od težav, ne, gozd ni vzdrževan, preseke niso čiste, poti so ozke, nevarne, in za gasilce in za vse posredovalce. Požare naj bi lovili, omejevali na teh posebnih presekah, kot vi temu rečete, ja. Vendar morajo biti očiščene, ne? Sigurno, že 2003, po mojih podatkih, je analiza požara takrat enega največjega pokazala, da je nujno ustvariti te preseke, požarne poti, ampak tu, če pogledamo zadnje leta, se je zelo slabo delalo. Ne bom rekel, da se ne delalo, se je v določeni meji, ampak ta požar je pokazal, da je absolutno premalo. Tudi ob zaključku požara so prišli na pomoč sekači, da so čistili te linije, torej potreba je v resnici bila dejanska na terenu, ne? Že tekom požara smo aktivirali sekače, zaradi tega, da smo naredili določene preseke, ker je obstajala bojazen za širjenje požara preko Trstelja, in če ne bi ustavili na tem delu, ki smo ustavili, to pomeni, da bi mi imeli požar lahko tudi do Vipave.
Uspelo pa vam je obvarovati praktično vse stanovanjske hiše. Tako uspelo nam je obdržati vse stanovanjske hiše, ena lopa ali pa neko envik je bila pač neko poškodovana. No, Nihče od gasilcev ni bil resno poškodovan, tudi Ne. to nekaj velja. Ne? To je en velik, res en velik podatek, da v bistvu so vsi gasilci zdravi zapustili samo prizorišče. Čeprav vi kot poveljnik imate najbrž to odgovornost, čutite to težo odgovornosti, pravzaprav, ko pošljete nekoga na določeno akcijo. Ja, ta teža je še kar težka, sploh ko vidiš, ko se približuješ požaru, ko vidiš sam obseg, ker vidiš, ker se ti film zavrti, kaj vse se lahko zgodi. Vemo, da imamo primere na Hrvaškem, ko je gasilec umrl. Nenazadnje je eno tako hudo breme za nas vse tiste vodje, ki smo nenazadnje tudi v štabu, ampak tudi na terenu. Sami vodje sektorja, nenazadnje sami vodje enot posameznih, ki so bile. Tukaj je eno breme, sploh predstavlja nam to, da ne eksplodirano bojna sredstva. Gasilci delujete tako, bi rekel, na pol vojaško, brez tega načina najbrž ne bi bilo pravega rezultata. Sigurno, če ne bi imeli taka sistema, kot ga imamo v Sloveniji, bi bilo sigurno uspehi taki, kot so bili, ne bili. Vse dni smo spremljali tudi akcije zračnih sil. Koga ste se vključili, od kje so prišli? Je tukaj v samo gašenje požara, v bistvu preko dnevne izmene so gasili v bistvu Kanadarja, helikopterji Slovenske vojske, policije, kar je tudi nam predstavljalo neka velika olajšanje, sploh na tistih nedostopnih terenih. Sedaj je veliko razprav v javnosti tudi o tem, da bi Slovenija morala imeti svoje zračne sile, specializirane prav za gašenje. Kakšno je vaše stališče? Dejstvo je, da to bo treba znotraj neke strokovne komisije doreči, kam se bomo obrnili kot državo, a bomo razvijali helikopterske enote, a bomo šli v nakup raznih letal za gašenje, naprimer Air Tractor ali kaj podobnega. Ampak tukaj jaz mislim, da upam, da bo država dobila neka rešitev, da bo pač nabavila neka taka primerne zrakoplove, ki bi to lahko izvajali. Brez teh zrakoplovov bi sedaj zelo težko ukrotili ta požar. Sigurno, dejstvo je, da brez zrakoplovov bi bilo precej večje težave, je pa dejstvo, da pač brez gasilcev na terenu, brez tehnike in opremljenosti, ki ima, pa tudi ne bi šlo. Se pravi, sodelovanje enih in drugih. Tako, tukaj mora biti sodelovanje, sinergija in zračnih sil in enot na terenu brezpogojna. Kako pa so bile opremljene te enote iz zaledja, iz naših krajev, ko so odšle na intervencijo? Tukaj jaz moram reči, da so naše enote dokaj dobro opremljene. Sigurno dejstvo, da manjka določene stvari in jaz upam, da bomo v prihodnjih letih nam uspelo, da bomo tudi nabavili ta nova sredstva, da bomo še lažje se spopadali s takimi požari. Številni gasilci so poročali tudi o izjemnem odzivu domačinov, ki so pokazali hvaležnost. Kako ste vi to sami doživljali? To je pa res nekaj neverjetnega. To v bistvu te drži, ko se približuješ samo požarišču, ko vidiš transparente, ko vidiš tiste ljudi, ki makajo, pa se trudijo, v bistvu dobiš neki nov zagon, nov veter v laseh, čeprav si zmučen, čeprav v bistvu težko delaš, že ti mislim, da te to nekaj dvihne. To je res nekaj, še zdaj mi gre dlake po koncu, nekaj se spomniš na vse tisti ljudi, tisto nekno hvaležnost, ki so nam pokazali ob samem tej intervenciji. Sedaj je čas tudi za analizo, najbrž še niste končali vseh poročil. Tako, zdaj se zbirajo podatki, mi imamo v našem sistemu v Vulkanu zbiramo podatke do 15. avgusta. Po 15. avgustu se pripravi končno poročilo strani Gasilske zveze Slovenije, nenazadnje regijska poveljstva naše in vseh ostalih, in pač bo tu neka osnova vladi za razpravo in za sprejetje proračuna ali pa za pokritje teh stroškov intervencije. Eno so stroški za nazaj, najbrž bo pa treba temeljito in trezno razmisliti tudi o nakupih nove opreme, nadomestne opreme za v prihodnje. Sigurno, ena je ta stvar, da se pokrije stroške intervencije, se pravi, tukaj je treba absolutno pokriti v prvem delu stroške refundacij gasilcem. To je ena prvih stvari. Drugo je sama uničena oprema, ki je bilo nemalo.
na terenu, a ne, vemo zaradi razvoja požara se je marsikajšno opremo pustilo, ker bo treba pač se umikati, a ne. To je druga stvar. Ne nazadnje pa pač ena bistvenih stvari, kar se sploh tiče naše Idrijsko-Cerkljanske, pa je, da nam uspe priti v program KRAS, to je sofinanciranje gasilskih vozil, ki pa mislim, da bomo mogli tukaj vsi strinjati, to je ne nazadnje politika, lokalna politika in tudi po strokovni plati gasilci, da to spravimo skozi. Ker je nazadnje pokazalo se, da tudi ta oprema, ki mi imamo, bo treba nadoknaditi, bo treba posodobiti in to je eden takih virov, ki bi pa lahko nam v prihodnosti kar nekaj pomagal. Pred vami so torej novi izzivi. Absolutno. In jih ni konca. Jih ni malo. Stanko Močnik, čestitam vam k uspešno opravljeni nalogi pri tem požaru. V imenu marsikoga lahko rečem tudi hvala za vso požrtvovalnost. Vam in tudi vašim kolegom, gasilcem, tovarišem, kot si rečete med sabo. Hvala za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Jaz bi tudi vam se zahvalil za to povabilo. Obenem bi pa se zahvalil vsem svojcem, gasilcem, ženam, otrokom, ki so bodrile po v bistvu držali te naše gasilce, da so lahko zdržali nenormalne napore, ki so jih vlagali v to delo na požarišču. Tudi hvala. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.